Nogomet velja za šport številka 1 na svetu. Nogometna družina je zato najbolj številčna in pisana na svetu in njeni člani smo tudi mi, Slovenci. Ta združevalni element so domiselno izkoristili pri izseljenskem društvu Slovenija v svetu, ki so pred 9 leti prvič organizirali turnir, ki so ga poimenovali Svetovno nogometno prvenstvo Slovencev po svetu. Od takrat pa do danes so organizirali 3 svetovna prvenstva in so si nabrali obilico izkušenj. Ob letošnji 20-letnici samostojnosti Slovenije so tako pripravili 4. svetovno prvenstvo, ki se je odvijalo prav v tem počitniškem času, ko je nastajala naša oddaja. Izvedba je potekala v športnem parku Žak Ljubljana v Spodnji Šiški. Na spisku je bilo 6 tako imenovanih slovenskih reprezentanc iz Avstrije, Nemčije, Srbije, Makedonije, Kanade in Slovenije. Gledalce se sicer ni trlo, vendar je bil ogled tekem ves čas dokaj zanimiv in napet. O sami izvedbi svetovnega prvenstva smo se pogovarjali z Boštjanom Kocmurjem, generalnim tajnikom Društva Slovenija v svetu. Mi zdaj 4. organiziramo ta izseljenski turnir. Kot vidite, udeležba kar zadovoljiva, 6 moštev in to nekako mi gojimo v smislu druženja preko športa. Je naš moto in tudi naša želja. Ja, to je šport, ki je živ praktično v vseh slovenskih skupnostih. Zdaj te turniri ratujejo vedno bolj zahtevni in tudi recimo letos Argentine ni, ki je bila že enkrat prva ekipa in se tako malo mena, belgijska ekipa letos tudi ni. Tako da nekako je eno pričakovanje in ena priprava za vsem tem. To so zdaj recimo dopisovanje, komunikacija, spodbujanje. V bistvu to je tudi naša funkcija kot društvo. To se pravi omogočati neposredne stike s Slovenijo, kolikor se da. V večini skupnosti po svetu imamo prisotnost 3. generacije, kar pomeni, da starši že rojeni v tujini začutijo Slovenijo, ko dejansko so v Sloveniji. In to skušamo tudi na športnem področju, ne samo kultura, šolstvo, da se tudi tem fantom omogoče prihod in vključevanje v ta turnir in druženje. Tam, kjer je močen šolski sistem, tam stvari uspevajo. So pa tudi specifike v smislu, da če govorimo o skupnostih, kjer je to zelo močno, lahko govorimo o Argentini, kjer so po vojni prihajali vsi sloji, tudi profesori, duhovniki in podobno, kjer je ta šolski sistem že močan, ustaljen. Kanada je tudi zelo močna, Avstralija, v Nemčiji je tudi dost po katoliških misijah, nasplošno Evropa, to se pravi, katoliške misije skrbijo tudi za ta šolski sistem in recimo tudi manjše skupnosti so zelo močne v tem smislu, kar se tiče gojenja identitete. V tem turnirju imamo Berlin, ki je to v bistvu ena majhna skupnost, ki pa je močna v svoji zavesti. In tako lahko bi analizirali vsako posebej z neko specifiko. Letos zaradi kapacitet tudi teh športnih objektov bomo imeli zaključek v soboto v poldne in imamo tukaj tudi podelitev pokalov in nek piknik, tako da bomo tudi lahko pred odhodom malo imeli tudi nekega druženja in tako prijateljskega pogovora. Te, ki so čim del oddaleč pridejo, te so del časa.
letos Kanada, ne. Oni so tudi prej prišli, bojo pozneje šli. Drugi se pa nekako vračajo že v nedeljo, ne. To se pravi iz Srbije, iz Makedonije, potem iz Nemčije se tudi pol zadržujejo, ne. Tukaj so res taki pozitivni momenti v smislu po en stran spoznavanje z družinskimi člani, po drugi strani pa tudi to, da se nekateri navdušijo in ostajajo v Sloveniji. Imamo tako, recimo, kar pri vsakem turnirju je nekaj takih slučajev, ne. Tako da mi nekako to sejemo, pol kakšen rezultat, to je zmeri nepredvideno, ne. Prispevek smo pripravljali v času igranja tekme med Srbijo in Avstrijo. Ustavili smo se na klopi Avstrije oziroma Slovencev iz Avstrije. Razpoloženje na klopi je bilo odlično, saj so mladi slovenski igralci vodili s krepko razliko v zadetkih. Zato nam jih ni bilo težko zmotiti pri njihovem veselju oziroma sedenju na klopi, pa tudi ne njihovega vodje. Danes smo prišli zjutraj, smo imeli tekmo že ob 9:30 proti Nemčiji. Smo nažalost izgubili prvo tekmo s 3:0, moramo reči, da so bili Nemci močnejši od nas, ampak nič ne de, važno, da smo tu. Sedaj glih poteče druga tekma proti Srbiji in smo sprejeli že 10:1, tako da je konec koncem lep dan in bomo veseli prišli spet nazaj v soboto, ko bo potem tekma za 3. mesto. Jo, mi imamo zelo veliko mladih igralcev, ki so šele 14, 15, 16 let stari in pa 3, 4 starejše igralce. Tako da so danes Nemci bili malo boljši od nas, ker so vsi odrasli že in je čisto normalno, da je težko, ampak fantje so se zelo dobro borili in so dobro odrezali, tako da smo lahko zadovoljni. In iz katerih krajev prihajate, Avstrije? Samo iz Koroške, deloma iz Celovca, deloma iz Pliberka in tako smo sestavljeni. Vsi so pa trenutno igrajo nekateri pri Vsaku in pri Slovenskem atletskem klubu in vsi igralci, ki so danes tu, so nekoč igrali pri Vsaku ali trenutno igrajo pri Vsaku. Kolikšna je povprečna starost? Zdaj ne morem povedati, ampak zelo mlada ekipa, mogoče 17 let ali pa 18 mogoče. Ali ste se kaj posebej pripravljali na ta turnir? Ne bi rekel na ta turnir, ampak ekipe seveda trenirajo v posameznih ekipah, ki so od U16, U18, amaterji pri Slovenskem atletskem klubu in pa pri raznih drugih klubih, tako da so igralci pripravljeni, ampak v tej sestavi ekipe zdaj nismo se za to prvenstvo sedaj tako pripravili. O življenju koroških Slovencev sicer relativno zelo veliko vemo, vendar kaj pomeni vam, Slovencem na Koroškem oziroma v sosednji Avstriji, šport pri ohranjanju narodnostne identitete in kulture? Jo, pri nas je seveda specialno pri Slovenskem atletskem klubu, ampak pri vseh koroških Slovencev je seveda jezik zelo pomemben in kultura, da bo ta ohranjena. Poleg športa seveda, ki je zelo važen za vse, za zdravje pa za to, da se družimo. In prav Slovenski atletski klub je pa tisti paradni konj na Koroškem in pa po celi Avstriji, da vsi vejo, da pač tam oziroma tukaj živijo tudi Slovenci. In kako se pogovarjate v slovenskih klubih oziroma v Vsaku? Jo, deloma seveda večina tudi slovensko. Imamo pa seveda tudi enojezične Korošce, ki so pri nas in seveda tudi ena mešanica, to je čisto jasno, ampak v glavnem je seveda pogovorni jezik slovenščina. Nas na različnih tekmah še vedno zmerjajo, ampak s tem živimo že desetletja in to zdaj ni več tisti problem za nas. V glavnem je pa zelo mirno postalo, tako da tistih večjih emocij trenutno ni več.
Zadovoljstvo med igralci je bilo po tekmi zelo vidno in najprej smo zaprosili za kratek pogovor Štefana in nato še Florjana.